Dobro jutro iz avstrijske Koroške. Nahajava se pri gostilni oziroma objektu z imenom Repeln, in sicer se odpravljava na Topico. Parkirala sva tle na tem parkiriščku. Zdaj midva sva prišla gor čez Jezersko pa Železno kapljo po tej strani. Malo sem bil v skrbeh, da bo kakšna meglica tle gor, ampak kot vidite, dan je prečudovit. Upam, da tako tudi ostane. 1 uro 15 minut piše, da je za hoje do Topice, drugače se pa tle tudi da pojti naprej še na Ojstro, ampak midva nimava toliko časa danes, tako da bova si dala za cilj samo Topico. Radioamaterska oznaka Topice je Oskar Eko Kilo Tango 132, kar je meni zelo zanimiva številka, ki je ista kot pa naša hišna 132. Tako, je pa 1649 metrov visoka gora. Tle se gre malo nazaj, pa potem je gor potka. Takole, ura je 9:40, začenjamo najino pot na Topico. Od tega objekta greste samo malo navzdol po cestici in že zagledate te lepe avstrijske rumene table, ki kažejo pot. Aha, tle pa piše celo 1:04, da je za iti. Ja, seveda, ja, 1:15, ja. Dobro. 1:15, ja. Takole. Jaz sem baje bil že na tej Topici. Mi je rekel moj dober prijatelj Štefan, 8 SKQ, ampak jaz se tega nič ne spomnim. Tako da mi je kot da grem prvič, na žalost. Verjetno pa, da smo kakšen kontest delali ali pa kakšne antene testirali, kaj takega. Tako da mi je fino. Zdaj na žalost danes nimamo časa, bi še lahko ono Ojstro naredila, bomo pa drugič poskusila Ojstro. Ne vem, od tle ali mogoče kje izhodišče drugje poiščeva. Cesta do sem je izredno lepa. Ta zgornji del je malo starejši asfalt, ampak je še vedno tak brez udarnih jam. Spodaj je pa izredno lepa cesta. Tako da ni problem za vsak avto se gor pripeljati. Je pa to izhodišče na 1200 pa še nekaj čez metrov višine. Po parih korakih že dosežemo tole lepo hiško, vikend, karkoli je. Kje se je videla čebelnjak? Nekje je videla čebelnjak. Jaz ga pa ne vidim. In nadaljujeva po cesti. Ko prispemo do prvega tega križišča, nadaljujemo po levi strani in nadaljujemo po cesti naprej. Boža je tle nekaj zanimivega videla. Tudi jaz ne vem, kaj bi to bilo. Mogoče kdo od vas ve, pa lahko komentarje da. Neka merilna točka izgleda, po mojem, kaj takega. Še par korakov naprej pridemo do prve rampe in do naslednje prve table. Kaj imamo? Medveda, ojoj. Upam, da se je že najedel danes. Evo ga, Topica. Tle gor. Pot je malo zaraščena, ampak ne preveč.
Je pa res fino, ko je tak lep dan, sončen. Je pa kar mrzlo, po mojem, enih 2 stopinje samo plusa. Kaj takega. Malo se bo. Ja, pa veter ni nobenega, tako da je super. Stezica je pa več ali manj skoraj da suha. Vlažna samo od jutranje rose. Po prvem klančku smo prišli spet na ravnino in se bližava neki kočici. Malo bolje je bilo tam zaraščeno, pa nisem snimal. Pač tele poležano, pač tiste poležane trave, tu je pa lepo pokošeno oziroma popaseno. Zdaj pa verjetno naravnost naprej zgleda pot, da gre tle. Tle se že odpirajo kar lepi pogledi proti sosednjim višjim hribom. Ja, ne bi rekel, da je glih tam Slovenija. Mogoče. Po tej ravnini pridemo zopet do smerne table in nas usmeri desno. Pravkar smo se pogovarjali, da je cel kup enih gob, tudi take ta prave, ta lepe. Ja, zdaj sva šla kar skozi en tak gozdiček in se pol spet prikaže neka jasica. Pot je izredno lahka, za premagati je manj kot 400 metrov. Kaj praviš, Boža? Je Peca, kaj pa drugega? Vam bom pokazal Peco, mojo rodno goro. Saj bomo je pol više kaj boš posnela. Iz tega izhodišča se da tudi iti na Peco, recimo v drugo stran. Da se na Peco tudi iz Ljubljane peš, če češ. Odvisno, koliko si pri volji. Tle je pa zgleda, kot da bi nekdo malo posekal tole travo dol. Požel je nekdo, pokosil. Fino. Prišla smo do zanimivega. A prepad je. Kaj je to, lovska preža ali kar neki? Čisto na prepadu. Tle je pa čisti prepad dol. Ne vem, če sem zadev. Mogoče pa sem. Kakšno ostenje. Jesen je že res pobarvala. Jesen se je že pobarvala v rumenkaste odtenke. V bistvu je tle že bil tudi sneg, ampak je povsem skopnel letos. Tam pa gledam celo pobočje, da je bil tudi vetrolom oziroma so popadala drevesa, tako kot pa pri nas tudi v Sloveniji. Celo pobočje je brez drevja. Tudi tle je kosilo, pa lomilo drevje.
Moč vetra je res zelo velika, poglejte, koliko to zlomi, ko šipce. Počasi se bližamo tem terenu, kjer je padlo drevje. In začenja se tudi malo strmine. Če lahko temu rečemo strmina, malo prečemo tole zadevo poševno. Tle gor je kar konkreten klanček po tej frati, ne ferati, ampak frati. Tako da kar hitro pridobivamo na metrih. In prispela sva do lovske opazovalnice, ki se jim vse podira. No, pri tej opazovalnici pa pridemo spet na nek kolovoz. Van der Weg. Table ni, predvidevam, da je prav. Puščica je nazorno na veliko narisana, bom pa pogledal na navigacijo. Po nekaj 10 metrih tega kolovoza se zavije desno gor za Topico. Ne vem, zakaj se meni zdi, da imamo tako zelo hiter tempo. Hiter tempo. Če se meni zdi, je že tole Topica. Mogoče, da še od zadaj kaj bomo videli. Saj res se ne spomnim. Čeprav je prijatelj, da sem že bil tle. Je pa to fajn. Podrlo vse in gozd spremenilo v travnike. Devet 40 sva štartala, koliko je pa zdaj spogledala? 10:23. Ok. 40 minut, 43 minut hodiva. Ja, to bo tisto tam gor. Se pravi, manj kot 1 ura. Na tem mestu se že vidi v dolino, ki je še v meglicah. In pa tudi tam na obzorju je kar vse v oblakih. Stratusi in stratocumulusi. Na višini ocenjeno, kaj pa vem koliko, 1500, ajde, čez prst. Peca se že lepše vidi. Še lepše se bo videlo od zgoraj. Pred nama je še zadnji klanček. Ponovno lepo označen s to njihovo rumeno tablo. In na vrhu se že vidi klopca. Ko smo premagali tole pobočje, se tle zadeva malo spet poravna in pridemo do tehle tabel, ki nam kažejo, da se da iti naprej do Ojstre tudi. Tle od spodaj sva prihitela 2 avstrijska planinca in sta rekla, da je 1 uro približno
do Ojstre. Ja, nažalost sva s časom zelo na tesnem, tako da mogoče prišparava to za drugič. Zdaj, kjer od tega je Ojstra, mogoče se bo na vrhu boš videl. Tle gore pa še samo tale majhen klanček pred nami. In smo na Sota točki. Oskar Eko, Kilo Tango, 1, 3, 2. Topica. Samo še par korakov nas loči do samega vrha. Veter je malo začel pihljati, vendar ne preveč. Tle imate fino klopco, eno duplo klopco, pa še eno desko na vrhu, kjer se bom jaz zabarikadiral. To je ta moja kitajska antenca. Mislim, meni je to res najlažje postaviti, čeprav zadeva vzame nekih 10 minut. Zdaj, ko že točno vem, kako pa kaj. Ampak je pol toliko boljše, ko enkrat to raztegneš, približno na toliko, imam tle takoj 4 bande in se ne rabim več s tem ukvarjati. Tako da bomo probali najprej na 2 metrih iz skveč vklopimo, sklopimo. A je frekvenca prosta? Ceko Sota, Oskar Eko skozi Sierra 57 Sierra Portable, Oskar Eko / Sierra 5 7 Sierra Portable, Ceko Sota. Oskar Eko 8 Yankee Mike Lima. Oh, schönes guten Morgen, 8 Yankee Mike Lima, super, nach Topica 59++, okay? Ja, Roger. Hallo Alexander, du bist bei mir da 5-9 in Nötsch. Und ich hätte noch ein Rufzeichen für dich. Jawohl, geht super. Und ja, bitte, die zweite Rufzeichen. Oskar Eko 8, Juliet Oskar Tango Alpha, auch 5-9. Ja, das ist lange Rufzeichen. Oi, 8 Jota, 5-9. Ja, in schöne Berge und schöne Strecke, bitte. Ja, danke Alexander. Ja, geht wirklich wunderbar von der Topica daher, gell? Dann wünsche ich dir noch viel Spaß oben, gell? Und sag da 73. Bis zum nächsten Mal. Ja, okay, super. Und willkommen nach meinem YouTube-Kanal S57S. Das ist der Name auf meinem YouTube-Kanal. Und wir filmen noch jetzt. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut an Englisch, aber okay. Probier einmal, okay? Ja, not a problem at all. This is Oskar Eko 8, Juliet Oskar Tango Alpha. The special call for the Yota Yoti activity, and many thanks also for bringing us to YouTube. 73, my friend. Yeah, okay, I'm gonna try to put that on the YouTube very soon, maybe in few days. Yeah, you know, it takes some time mixing all together in CapCut program, and it will be the next my project. It will be on that. Yeah, we're very happy because we don't have fog, we don't have wind, just fantastic weather for the Sota. Okay. Many thanks. This would be great, and no stress for uploading, but it is a pleasure also to catch you here with this special call and have a lot of fun. And 73, Alexander. Yeah, reference is Oskar Eko Kilo Tango 132, I think. Okay, OE-KT 132, okay? Yeah, Roger. Thank you for the reference, and 73. 73, Oskar Eko / Sierra 57 Sierra Portable, Ceko Sota. Ceko Sota, Sierra 57, Oskar Eko / Sierra 57 Sierra / Portable, Ceko Sota. Oskar Eko 8, Charlie November, India. Oi, 8, Charlie November, India. Super Signal auch, 5-9. Gleichfalls 5-9 + 20 hier in Maria Rhein, südlich von Klagenfurt. Okay, danke für das. Ich glaube, erste Kuh, so ich heiße Alexander, QTH Topica, 1649 Meter hoch, okay?
73 und mein Name ist Christian und ja, kannst du mir bitte noch einmal die Daten geben? Was, mein Rufzeichen? Ja, bitte das Rufzeichen, ja, Entschuldigung, kann sein. Okay, Oscar Echo, Strich, Sierra, 5, 7, Sierra, Strich, Portabel. Alles klar, danke vielmals. 73, mein Callsign ist Oscar Echo 8, Charlie November, India. Ja, ich glaube, okay, danke und willkommen nach YouTube-Kanal Sierra 57 S57S. We film, we shooting this, I'm sorry, my Deutsch is nicht so gut. Danke, tschüss. No problem, danke. 73, ciao. Ja, danke. Sierra, Oscar Echo, Strich Sierra 57 Sierra Portabel, CQ Sota. SP6IHX, Gorica Bled. Ja, SP6 IHX, evo, sem se že strašil, da ne gre do Slovenije. IVG, tudi P9, oba, pridi. Ja, živo Sandi, bo še sem to povedal, drugače pa P9, pa še SP9 je vega tudi P9, izvoli. Ja, imam vedno nek prisoten strah, ker se enkrat zlomila ta antena, pa tudi na avstrijski Soti sva bila, kje sva že bila gor? Na Kepi sva bila, ja, točno. Pa tudi zdaj sem Ivana prvega slišal, SP1 Kilo Viktor, pa me ni slišal, pa tudi on se nekaj škripal, Ivan tle. Tako da sem se že strašil, da je spet crknilo, tam se nekaj mi zlomi, pa bo treba boljš narediti. Oskar Eko skozi Kilo Tango 132, Topica, pridi. Ok, 132. Krasno, Sandi. Se pravi, za P9 je za oba. Ok, hvala ti, lepo se meta, pa se slišimo, živo. Ja, živijo. A je bil to SP7 Golf Bravo mogoče? Je tako. Tule pri meni si tudi kar lepo, lepih 5-9. Sicer prineseš neki šumček sabo, ampak je čisto vse lepo razumljivo in se za poslušati. Izvoli. Ja, super, sem vlekel sabo od svojega Slim Jima, homemade, pa sem ga gor, za križ sem ga zakačil tam na polagalko. Vem, da je to mnogo boljše, kot pa tako iz tleh delati za ono RH 770. Ja, hvala za tole zvezo, Boštjan. Ja, ni problema, lej, če sem zraven, se javim, a veš, če pa nisem, me pa ni. Verjetno smo še kar v megli. Ja, tle pa fantastičen dan, jaz sem bil skozi v strahu, da bomo megli, pa ni. Super, boljš ne more biti v tem času letnem. Ok, tle že neki piskajo, stiskajo, bom probal še kako zvezo narediti. Lep dan ti želim. Evo, v redu je, lepo zdrav, maksimalno uživaj, varen korak v dolino. 7-3. 7-3, Oscar Echo, Strich Sierra, 5-7 Sierra Portabel, aus Topica, OE skozi SP7S Portabel, CQ Sota. SP4 Tango India Mike. O, Leo Martina, zelo lepo prideš gor, 5-9, izvoli. Ja, lepo zdrav, Sandi. Ja, tudi jaz tebe slišim super. 5-7 ni sicer čist do konca, ampak lepo te sprejemam, lepa modulacija. Ja, ta modulacija je v redu na temle, ja, jeso to. Samo malo bolj blizu od kole, moram govoriti, bo še pa bolj signal. Dobro, Martina, lep dan ti želim, hvala za 5-7. Ja, enako, lepo bodsta, lep dan vam želim, varno pot domov, pa do naslednji. 7-3. Ja, 7-3, nažalost nimamo toliko časa, ker tle je še naslednja Sota, samo 1 uro je še do tja iti, bom šla pa drugič, vseeno. Zelo lepa pot je do gor, čez Jezersko so šla. 7-3, čau. Super, lepo vodi, 7-3. 7-3, še kdo iz Slovenije? CQ Sota, Oscar Echo, Strich Sierra, 5-7 Sierra Portabel, CQ Sota. CQ Sota, Oscar Echo, Strich Sierra, 5-7 Sierra Portabel, CQ Sota. Ok, nobenega več ni. Marjana, si še tu? Ga ni več. Zadnji poziv, pa grem pa na kratki val. Soča, Oscar Echo skozi SP7S Portabel, CQ Sota. Še sem, Sandi, sem napačen mikrofon sem zagrabil. Ja, vem ti, ko jih imaš preveč. Dajva na 70 preklopi, da vidimo, če gre. Ok. SP6 IHX, a gre? SP6 IHX, a gre tole? SP6 IHX, a gre?
Ok, nekaj sem te najdel z drugo anteno. Marjan, 5-7, 5-7. 5-7, 5-7, 5-7. 5-7, 5-7, 5-7, Marjan. Ne bo šlo. Na to, ono anteno čuje, ti pa na to. Marjan, kliči še malo odle, kliči malo odle, Marjan. Ne bo šlo. Pet sedem, 5-7, Marjan, 5-7, 5-7. Roger, a si sprijel? 5-7, 5-7, 5-7. Ok, mogoče je zdaj boljše, ti si 5-7, 5-7. Ja, zdaj že stojim na prstih, Boža snema ko nora, moje prste, zveza gre v redu. Ok, lepo se mej, 7-3, še kdo iz Slovenije sliši? Oskar Eko, Stroke Sierra 5-7 Sierra Portable ali pa iz Avstrije? Good morning, Manuel. Manuel, 5x7, over. Thank you for 5-7, Mr. Alexander. Good morning, Echo Alpha 2, Delta Tango, your 5-5-55. I joined in Oscar Echo Oscar. Bye-bye. Give me report again. Your 5-5-55, Alexander, Echo Alpha 2, Delta Tango, QSL. Yeah, QSL, hello from Topica, Oscar Eko, Kilo Tango 132. I hope it is okay on cluster. Bye-bye. Okay, thank you for the confirmation. Enjoy in Austria, Echo Alpha 2, Delta Tango. Bye-bye, Alexander. Bye-bye, Sierra Victor 2, Oscar X-Ray Sierra 5x7. Sierra Victor 2, Oscar X-Ray Sierra 5x7. Thank you very much, Alexander. You are 5x5. Thanks for the summit. All the best. 73. 73, thank you. Sierra 5, Oscar Echo, Stroke Sierra 5-7 Sierra Portable, SOTA. Lima, November, Echo. Sugar Mike 5, Lima November Echo, hi, 5x9. Roger. Good morning, Alexander. Thank you for 5x9. You are 5x9. Over. Roger, thank you very much. 73, next one. Echo Alpha 1. Germany 4, Alpha Fox India, George 4, Alpha Fox Stop India. Echo Alpha 1, Delta Hotel Bravo, 5x9. Hello, Alex. Thank you for 5-9, 5-5. Good morning. What's up, Alex? Thank you very much. Germany 4, Alpha Fox India, 5-9. Germany 5-9, 5-6, 56 here. Thank you very much, 7-3. 73, Germany 4, Alpha Fox India, you're on the lock. Oscar Echo, Stroke Sierra 5-7 Sierra Portable, SOTA. India 4, Oscar Sierra Foxtrot. Golf India 4, Oscar Sierra Foxtrot, 5x9. QSL Alexander, thank you for 5-9. You're 5-9 also. 5-9, 7-3. Thank you, next one. Sierra Alpha 4, Bravo, Lima, Mike, Golf, Victor. Sierra Alpha 4, Bravo Lima Mike, 5-9. Hi, Alex. Good morning. Thanks, 59. Your report is 5-9, 59, 73. Thank you. Echo Alpha 7, Golf Victor Jose, 5-9. Good morning, Alex. 5-4, 73. Enjoy the sun. Thank you for 5 and 4. Oscar Echo, Stroke Sierra 5-7 Sierra Portable, SOTA. Echo Alpha 4, Bravo, Quebec, Golf. Echo Alpha 4, Bravo Quebec Golf, 5x9. Thank you very much. You are also 5x9. Thanks for the summit, 73. Thank you. Mike 0 again. Yeah, Mike 0, Mike Delta Alpha. Mike 0, Mike Delta Alpha. Listen. Mike 0, Mike Delta Alpha, 5x9, my report. Yeah, Roger, you are 5 and 6 with me. 5 and 6, QSL. Yeah, okay, QSL, you're 5x9, 5x9, thank you. Golf Whiskey 0, Papa Lima Papa, 5x9. Golf Whiskey 0, Papa Lima Papa, 5x9.
Sierra Victor 3 India Echo Golf. Stand by. Golf Whiskey 0, Papa Lima Papa, 5x9. With very strong QSP. Golf Whiskey 0, Papa Lima Papa, over. Papa Lima Papa, you are in the log, 59, QSL. QSL to 59, thank you, bye-bye. Bye. Sugar Victor 3 India Echo Golf, 59. Roger, Sierra Victor 3 India Echo Golf 59, thank you. Oscar Echo Stroke Sierra 57 Sierra Portable SOTA. Florida 8 Delta Romeo Alpha. Fox 8 Delta Radio Alpha 59. QSL Yusuf 59, good luck. Thank you. Oscar Echo Stroke Sierra 57 Sierra Portable SOTA. India Zulu 1 Delta November Quebec. India Zulu 1 Delta November Quebec 59. Yes, 5x9, good SOTA, 5x9 in Italy, bye-bye. Thank you. Oscar Echo Stroke Sierra 57 Sierra Portable SOTA. Echo Alpha 6 Uniform Bravo 5x7. Okay, good morning. Report for you 5555 West. QSL, thank you. Oscar Echo Stroke Sierra 57 Sierra Portable SOTA. Sklepna misel. Zelo lepo je bilo na tej topici. Saj sem si kar predstavljal, da bo tako, ampak je bilo res lepo, dokler je bil sonček. Potem se nama je pa sonček skril in v hipu postane zelo neprijetno sedeti tam pa zveze delati. Kljub vsemu je meni ratalo narediti nekaj več kot 60 zvez, kar se mi zdi čisto dost. Za, po mojem, da manj kot 1 uro za postajo. Kaj naj še povem, sama cesta, kot sem že prej omenil, gor do tega
planinskega oziroma gostilne, verjetno ne planinskega doma, je zelo lepa, tako da se vam splača iti z te strani. Določeni odseki so malo bolj strmi, tako kot zdaj tle na tem, tako da je fajn, da greste spet, kot 1000-krat sem že povedal, v suhem. Je pa sama pot lepo speljana, tako da bi jaz res okarikatiziral kot nenevarno. Je lahko pot, ki poteka pač po takem terenu, kot tle vidite. Čist nič visokogorskem, sploh nobenega kamna ni takega, da bi bilo treba po nekem kameju iti gor. V bistvu gre bolj po zemlji. Fajna destinacija za tiste, ki še niste bili na Soti tle gor. Zelo toplo priporočam. To bi bilo pa nekako vse, kar bi jaz povedal za... Kaj si rekla? Hitro dostopna. Ja, hitro dostopna, midva sva gor za pot porabila koliko? 50-55 minut, namreč vedno pozabim pogledati, ko gor prideva. Boža se ponavadi zakadi v spisno knjigico se upisati, jaz pa hitro postavljati antene. Tako da pozabim pogledati. No, glavnem, cirka 50 minut je, s tem, da se tokrat nisva nič ustavljala. Kot pravim, edino ta del, ko zdaj greva, je malo bolj strm, ampak ne preveč, no. Tok, lepo se imejte, se vidimo na kakšni naslednji destinaciji, mogoče naslednjič, da greva tle na Ojstro. Lepo se imejte, lep pozdrav od naju z Božo 7-3.